To lahko reši javni sklad, ki bo zgradil 30.000 stanovanj do leta 2030 in to ni nič nenavadnega v zahodnji Evropi. Problem so cene in cene lahko zbijemo samo z večjo ponudbo, tako da pač naš plan je gradnja 30.000 javnih najemnih stanovanj. Prav tako bomo vztrajali z zakonom o oblikovanju oziroma o zgradnji 10.000 javnih neprofitnih stanovanj. Strinjajo se, da je treba zgraditi 30.000 novih stanovanj. Sicer pa bomo ob koalicijskih pogajanjih trdno vztrajali na naslednjih postavkah. Prva, 30.000 stanovanj do leta 2030. V koalicijsko pogodbo smo zapisali, da bomo do leta 2030 zgradili 20.000 javnih najemnih stanovanj. Zato bo skrbel moj resor. Zavezo za izgradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj smo v koalicijski pogodbi podvojili na 20.000 do leta 2030. Zgradili bomo 30.000 stanovanj najemniških primarno, neprofitnih primarno. To bomo lahko začeli od ponedeljka učinkovito naslavljati stanovanjsko politiko, ker je to razlog, zakaj reorganiziramo vlado. Da bomo imeli ministrstvo, ki bo imelo eno od glavnih ciljev ravno to, kako reformirati stanovanjski trg, kako povečati in zagotoviti 20.000 novih gradenj. Ampak popisanih imamo približno projektov za okoli 4 do 5 tisoč stanovanj, ki bi se je lahko v naslednjem letu in v letu 2024 že začelo konkretno podpirati. Lahko računamo, da bo sistem, če bo ustrezno javno podprt, tukaj govorimo o vsaj 100 milijonih povratnih javnih sredstev letno, lahko na leto sproduciral okrog 2000 javnih najemnih stanovanj. V letošnjem letu tako lahko z ustrezno finančno podporo zaženemo gradnjo vsaj 1000 stanovanj. Cilj pa je, da do konca mandata oblikujemo sistem, ki bo zmožen zagotoviti vsaj 2000 stanovanj mesečno. Še enkrat bi poudaril, ne bomo čakali, letno, se opravičujem. Se upravičujem, 2000 stanovanj letno. Posnemamo avstrijski model. Cilj pa je, da vzpostavimo možnosti, da do konca mandata ustvarimo stroj, ki bo zgradil 2000 stanovanj na leto. Z gradnjo začenjamo takoj. Do konca mandata bomo zgradili 5000 stanovanj in od tiste točke vsako leto 3000. S to aktivnostjo začnemo takoj, torej že leta 2023. Plan je, da se v letošnjem letu začne gradnja okoli 1000 stanovanj. Na področju stanovanjske politike vidimo, da je nujno, da vzpostavimo sistem, ki bo dolgoročen, ki bo predvidljiv za vse vpletene in ki bo letno zmožen graditi 3000 stanovanj. Obdobje delimo v dve fazi. Prvo je projektna faza, to je do leta 2026, do takrat bi radi zgradili 5000 stanovanj in od leta 2026 vzpostavili sistem, ki bo sposoben zgraditi 3000 stanovanj. Gradili bomo montažne objekte. Smo že v kontaktu s največjimi proizvajalci montažnih v Sloveniji. Po njihovih zagotovilih imajo kapacitete za 100 hiš na mesec. 100 hiš na mesec. To je do leta 2026, ker je naš cilj izgradnja in začeti gradnjo 5000 stanovanj, torej do konca mandata. Pri temu smo že uspešni, bom kasneje tudi bolj podrobno postavil. Drugi del je pa ta sistemski del. Od leta 2026 pa želimo vzpostaviti sistem, ki bo omogočal gradnjo med 2000 in 3000 javnih najemniških stanovanj letno. Verjamem, da bomo do konca mandata začeli z gradnjo oziroma zgradili 5000 novih stanovanj in potem naprej gradili približno 3000 stanovanj letno. 2000 stanovanj, 3000 stanovanj letno, ki sta jih dala minister in premier. Te številke so bile poudarjene za sistem, ki bo nastal, ki bo oblikovan sistemskim verom. Trenutno je nemogoče obljubljati, da bomo letno zagotovili stanovanj, ki še pač ni takšno število stanovanj z projektov, za katerih še ni. Da bodo v naslednjih mesecih se pokazali zelo jasni obrisi, kako bomo izpolnili našo obljubo o tem, da bomo do konca mandata zgradili oziroma štartali dovolj veliko število projektov, teh 5000 stanovanj. Zagotovim lahko, da bo do leta 2030 zgrajenih 20.000 stanovanj, tako da do konca mandata, kot obljubljeno in
potem naprej, če bo naša koalicija svojo pot tudi nadaljevala. In verjamemo, da bodo ravno ta sredstva omogočila, da bomo z njimi dosegli cilj gradnje 20 tisoč stanovanj v 10-letnem obdobju. Kje so zdaj ta stanovanja? 3000 stanovanj. Kje so stanovanja? Kakšen je načrt? Bom ponovil, vedno enak. Do leta 2030 začetek gradnje 20 tisoč stanovanj, to je bila predvolilna obljuba, in v tem mandatu, do konca mandata, začetek gradnje 5000 stanovanj. To je naš načrt. In ker bomo izpolnili obljubo o tem, da bomo znotraj mandata začeli z gradnjo 5000 javnih stanovanj. Vse to je tisto, po čemer nas bojo volivci sodili. V letošnjem in prihodnjem letu se bo začela gradnja več kot 2000 novih stanovanj. Jaz vam pa govorim, da bo v letošnjem letu začeta gradnja 2000. 30 tisoč stanovanj, 10 tisoč javnih, 20 tisoč javnih najemnih stanovanj, 30 tisoč stanovanj. 20 tisoč novih gradenj, okoli 4 do 5 tisoč stanovanj, 2000 javnih najemnih stanovanj. 5000 stanovanj, 3000, okoli 1000, 3000, 5000, 100 hiš na mesec. 5000, 2000 in 3000, 5000, 5000, 20 tisoč, 20 tisoč, 5000, 2000. začeta gradnja 2000. Stanovanjska politika je ena od osrednjih politik te koalicije in te vlade. Laž na laž, Golobove vlade staž. Mi bomo Slovenijo v naslednjih 8 letih pripeljali med najboljše na svetu.